in gospodarji vesolja. Ime mi je Adam, princ iz Eternije, zaščitnik skrivnosti gradu Grayskull. To je Cringer, moj zvesti prijatelj. Čudežna skrivna moč mi je bila dana takrat, ko sem prijel za meč in vzkliknil: Pri Grayskullu! Jaz imam moč! Cringer je postal mogočen tiger, jaz pa He-Man, najmočnejši človek v vsem vesolju. Samo s tremi delim to skrivnost. Naša prijateljica Maginja, Man-at-Arms in Orko. Skupaj branimo grad Grayskull pred zlimi silami Skeletorja. Upam, da bo tvoj poliuretanski top tokrat deloval, Duncan. Upajmo, da bo. V redu, Adam, v redu. Pazi, pazi zdaj, pazljivo. Pazi. Pa sem že mislil, da bo tokrat šlo. Poskusiva še enkrat. Še enkrat? To je že 12-tič. Vse kostime že bolijo. No, saj, vaja dela mojstra. Prav imaš. Upam, da imaš ti prav. No, pa dajva. Tako, Adam. Še enkrat. Pazljivo, pazljivo se veš. Pazljivo. Uspelo je. Tila, čudovito novico imam. Bojim se, da imam jaz slabe novice o tvojem starem prijatelju, ki je zelo bolan, oče. Ubog je Rohat, moj učitelj. Toliko me je naučil, zdaj je pa zelo bolan in nihče ne ve vzroka. K njemu moram. Tudi jaz bi šel s tabo. Tudi jaz bi šla, oče. Vse mi povej, Mitro, kaj se je zgodilo? Raziskovali smo tundrske jame zaradi mojega vnuka, ki se je izgubil. Jaz sem izgubil vse upanje, da ga bom kdaj našel. Vse smo preiskali, Rohat. Počakaj, poslušaj, nekaj slišim. Za to steno mora biti še ena jama, a ne? Kje pa je Rohat? Najprej poglejmo, če je sploh tukaj. Uporabil bom svoj gama žarek. Tam je Rohat, našel si ga. Zdaj ga bom usmeril s polno močjo. Tako, primi to, jaz grem po fanta. Kdo je pa tebe klical? Kmalu bo tvoj vnuk doma na varnem. Ja, jaz... Moja prva misel je bila, da pokličem tebe, Man-at-Arms. Njegov prijatelj si. Upam, da sem prav naredil. Vesel sem, da si to storil, Mitra. Zato pa so prijatelji, a ne? Tila ti ostani tu z Rohadom, z Adamom greva na Grayskullski grad. Upajva, da nama bo Maginja lahko pomagala. Rohada je pičil redek in strupen pajek in mu ubrizgal svoj strup. Umrl bo, če mu čim prej ne prineseta protistrupa. Ampak kakšen protistrup je to?
Edina stvar, ki ga lahko reši, je rastlina z imenom zimzelen, ki raste v jami prav pri vrhu Kristalne gore. V kristalnih planinah? Tja ne bova prispela pravočasno. Morava! Pri Grejskalu! Jaz imam moč! Moči Kristalne gore so starodavne, spoštujta jih, pohitita, ni več veliko časa. Morava ga rešiti. Ne skrbi, z raketoplanom bo prišla hitro tja in nazaj. Ne. Elektronski žarek bi moral, Pajk, ne. Vročina raste, blede, umira. Ne skrbi preveč, Mitro. Moj oče in princ Adam bosta našla zdravilo. Boli, da pohitita? Rohat je močan človek, preživel bo. Čudovit človek je. Veš, ko je bil moj učitelj, mi je pogosto pomagal iz težav. Velikokrat mi je rešil življenje. Skupaj sva delala časovni stroj. Zanj pa še nisem slišal. Razlog, da nisi, je pa to. Nisva mogla izdelati podrobnosti. Rohat je mislil, da če bi lahko našla podobno točko v času, podobnem našem, bi lahko potovali tja. Nikoli ni hitel s projektom, ampak jaz kar nisem mogel dočakati konca. Ko je Rohat zaspal, sem se vrnil, da bi poskusil končati in se ravnal po njegovih načrtih, kot jih je narisal. Mislil sem, da imam vse odgovore, ampak nisem jih imel. Naenkrat se je strašno zabliskalo. Vse se je začelo tresti in polniti z dimom. Prva stvar, ki se je spominjam zatem, je bil Rohat, ki me je vlekel iz stroja. In potem, kot bi vedel, kaj se bo zgodilo, zvlekel me je ven iz laboratorija in potem je vsa stvar eksplodirala. Najbolj zanimivo pri vsem tem pa je, da sem uničil ves njegov eksperiment in on ni bil niti malo jezen. Hvalil je mojo vnemo in mi rekel, včasih, preden narediš nekaj, kar deluje, moraš vedeti, kako ne deluje. Rešil mi je življenje. Upam, da mu lahko to povrneva. Bodiva zelo previdna. V teh močvirjih so ogromni leteči zavri. Ti veliki ptiči ne marajo ljudi, ki potujejo skozi njihova močvirja. Zavri jim ne zaupajo. Tudi jaz ne bi zaupal zavrom. Tam je. Pazi. Zgrešil naj jo je. Najbrž varuje svoje gnezdo. Spet prihaja. Drži se, Duncan. O, tole je bilo pa blizu. Bodi previden, Himen. Videl sem vrtince, ki so v tej megli zajeli enega izmed ptičev. Isto bi se lahko zgodilo tudi nama. Mislim, da smo pravkar naletela na enega. Ta pa ni bil tako hud. Prehitro sem rekel. Naletela smo na zelo hudega. Izgubljamo moč. To pa je bil pristanek. Preveril bom škodo. Vrtinci so povzročili kratek stik v motorju. Za popravilo ni časa. Raje pojdiva peš, prijatelj moj. Jaz bi te samo zadrževal. Tvoja hitrost je zdaj edina rešitev. V redu. Jaz bom prinesel protistrup in Rohat bo spet zdrav. Ja, ti si njegovo edino upanje. Na, vzemi seboj poliuretanski top. Potreboval ga boš. Pohiti, Himen. Malo časa imamo. Vidiva se pri Rohatu.
Nekaj težav imam tukaj. Škoda, ker nimam več rok. Samo malo. Upam, da to deluje. Adijo, pošast! Delovalo je. Hvala ti, Man at Arms. Upam, da bo moja misija pomagala tudi Rohadu. Grem! Tako, kristalno gorovje. Tu sem. Pohiti, Himen! Rohadov čas se izteka! Ultinec! Prepozno, da bi se mu izognil. Van grem! Oče, vrnil si se, kaj se je zgodilo? Adama bomo spet videli v palači. Zdaj nam pomaga Himen. Kako je z Rohadom? Živ je, vendar ne vem, kako dolgo bo še. In Himen ga ne bo pustil na cedilu. Ne bo ga, ne? Z vrtincem sem opravil. Na koncu džungle bi moral zagledati kristalne gore. Zavr, ujet v pajkovi mreži. Ampak zdaj se ne morem ustavljati. Naprej moram. Ne, moram osvoboditi Zavra. Mislim, da bi bilo to Rohadu všeč. Bolj se boš moral potruditi. Bolje, da te spravimo tot, še preden se pajek osvobodi. Zdaj pa na kristalno goro.
dobro, da si prišel. Temu jaz pravim prijatelj v stiski. Hvala, odlično je bilo. Počakaj malo, takoj se vrnem. Kdo si je upal vstopiti v skrivno jamo Kristalne gore? Ime mi je Himen. Nihče ne sme v skrivne jame. Vrni se. Prijatelju moram pomagati. Ne grem nazaj brez protistrupa. Tvoje namere se ne bodo uresničile. Prosim, spusti me naprej. Vi, smrtniki, niste nikdar spoštovali starodavnih pravil in zdaj prihajaš k nam po pomoč. Vedno sem upošteval starodavna pravila. Mislil sem, da predniki spoštujejo življenje. Malo časa imam. Moram dobiti protistrup. Si pripravljen zanj prositi? Če zahtevaš, ne pokleknem pred tabo. Me ni sram tega. Prosim te, da mi pomagaš rešiti življenje prijatelja. Nočem se ti upirati. Lahko te le prosim, da mi pomagaš. Vstani, Himen, pravo stvar želiš. Tvoja prošnja ne bo zavrnjena. Vzemi to vejo in pusti, da njena zdravilna moč opravi svoje delo. Hvala, Vila. Sedaj pa čim hitreje do Zavra, da poletiva k Rohadu. No, prijatelj moj, sedaj pa hitro, kakor moreš. Poletiva! Oče, utrip mu slabi. Samo še malo, Rohat, prosim, vzdrži, prijatelj moj. Vem, da se bo Himen vrnil. Pohiti, Himen, pohiti. Bolje, da se izogneva temu čvirski megli. Ampak to pomeni, da je najhitrejša pot skozi nevarne ravnice. Misliš, da bo zmogel? No, pa pojdiva. Samo tega se je manjkalo, lačni Zavr. Upam, da naju ne ujame. Nimava sreče. Tako se ga ne bomo nikoli znebile. Mogoče nama bo to pomagalo. Zdaj, prijatelj, zavrti se okoli njega. Kmalu se bo osvobodil, naprej do ravnic. Zdrži, prijatelj, zdrži, samo še malo, prosim. Oče, tukaj je. Himen je tu. Hvala, Himen. Predvsej si nas prestrašil, Rohat. Veste kaj, prijatelji, če ne bi bilo pogumnega Zavra in tvojega orožja, ki je zdaj raztreščeno pri požrešni pošasti, mi ne bi nikoli uspelo. Samo da boš ozdravel, Rohat. Dolgujem ti življenje, Himen, in vsem vam in Duncan še o tvojem ponesrečenem poizkusu. No, nisem še slišal za poizkus, ki se ga ne bi dalo ponoviti. In najbrž še bolje kot prvič.
In zdaj, če bo učitelj poslušal svojega učenca, je čas za spanje. Hvala vam. In hvala tebi za vse, kar si storil, prijatelj moj. Zato pa so prijatelji. Danes sta nam moj oče in Himen pokazala pravi pomen prijateljstva. Ko je bil Rohat bolan, je oče pohitel k njemu in storil vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi mu pomagal. In Himen je tvegal svoje življenje, da bi pomagal očetu. Kako bi vam bilo všeč imeti prijatelja, ki bi skrbel za vas, ko ste bolni, ki vas bo sprejel tako v dobrem kot v slabem? No, večina to imate. To sta seveda vaša mati in vaš oče.